Projekt se je ravno kar zaključil, a ne? Projekt se je ravno zaključil in v tej predstavitvi bi rada v bistvu nekako samo krovno pregledala, kaj je vse prinesel. Za nas je veliko v bistvu čist jasnih usmeritev za naprej. Bomo tudi sistematično vse rezultate projekta pregledali in zdaj je naš ključni cilj, da jim v bistvu zagotovimo trajnost rezultatov tega projekta. Mogoče samo za uvod moram povedati, da smo imeli veliko vlogo pri sami zasnovi projekta, ker gre za večdržavni projekt, ki ga financira DigiReform, in je Slovenija v bistvu bila edina, ki je nekako povezala področje duševnega zdravja in debelosti pri mladostnikih, in iz tega vidika smo tudi že bili seznanjeni, da je bil ravno ta slovenski projekt v evropskem okviru posebej izpostavljen kot bolj zanimiv od teh 4 projektov, ki so bili pač financirani na ta način. Kar je tudi posebej potrebno izpostaviti, je tudi tehnična podpora UNICEF-a Evropske regije z gospo Karan O'Courtney, ki je izredno dobro sodelovala z nami, tako da mislim, da je res projekt, gre pa za aplikativni projekt v bistvu in za naprej, kaj bomo vse lahko iz tega naredili. Na tem slajdu sta izpostavljena glavna 2 cilja, se pravi izboljšati dostop in uporabo kakovostnih zdravstvenih storitev, podporo duševnemu zdravju in pa v bistvu fokus na mladostnikih in mladih ogroženih oziroma se soočajo s prekomerno telesno maso oziroma debelostjo. In pa drugi cilj projekta, se pravi uskladitev oziroma usklajevanje med različnimi deležniki, da bi v bistvu ta sistem, ki ga imamo v Sloveniji, še izboljšali. Vemo, da Slovenija je v prednosti v primerjavi z drugimi državami, iz tega projekta pa lahko v bistvu najdemo čisto konkretne stvari, kako naprej, da bi bili pač boljši. To delo v Sloveniji so izvedle 3 institucije: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, imel en projektni paket, potem Fakulteta za družbene vede drugi paket in je tudi sodelovala z Nacionalnim inštitutom pri 3. paketu. Zdaj za nas, ki smo vključeni v družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog, je posebej zanimiv ta prvi del, ki ga je izvajal Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. Zdaj smo že dogovorjeni, da bomo čisto konkretno pregledali v bistvu vse izsledke in konkretizirali naše naloge iz rezultatov tega projekta. Se pravi, čisto konkretno, kaj je treba izboljšati, tako z vidika izvajalcev kot z vidika uporabnikov, ker so bili vključeni tudi v fokusne skupine oziroma v semi-strukturirane intervjuje. Rada bi se zahvalila tudi vsem sodelujočim iz CKZ-jev, iz Debelega Rtiča, iz Šentvida pri Stični. Treba je vedeti, da je pri teh projektih zelo pomembno, da se v bistvu dejansko odrazi stanje na terenu, kako stvari potekajo, in da se res potem išče pravo pot naprej. Fakulteta za družbene vede je v svojem delu projekta izvajala po metodi participatornega raziskovanja z mladimi. V prejšnjem tednu smo bili vključeni tudi v pripravo sistemskega zemljevida debelosti pri mladih v Sloveniji, kjer je ta model strukturiran na 3 ravneh, na mikro, na mezo in makro ravni, in pa smo tudi v tem posebnem pristopu delavničnem potem tudi gledali, kaj so glavne ovire, kaj so prioritetna področja za ukrepanje. V bistvu gre povsod
za stvari, ki so delno del posameznega resorja, delno gre pa za stvari, ki se jih lahko izboljša z medsektorskim sodelovanjem. Potem je pa ta del, kjer smo sodelovali NIJZ in pa Fakulteta za družbene vede, gre pa za izgradnjo in krepitev kapacitet, v bistvu na način, da bi mi pripravili kot neko pokrajino oziroma podporno okolje za mladostnike, ki se odločijo za spremembo življenjskega sloga. Se pravi, kako z njimi, tudi po tem drugem delu, kako z njimi komunicirati, kako zmanjševati stigmo, in pa v bistvu, da se ljudje seznanijo s temi novostmi na področju debelosti, da razumejo v bistvu to situacijo oziroma tudi bolezensko naravo tega debelosti, kaj potrebujejo ljudje, ki se odločijo za spremembo življenjskega sloga, da gre za dolgotrajne procese in da res vsi morajo nekako ravnati občutljivo, tudi kako govorijo z njimi, ker to pa tudi opažamo, da se pojavlja komunikacija, ki je stigmatizirajoča, tudi med zdravstvenimi delavci. In v bistvu moramo na tem veliko delati, da smo v bistvu občutljivi za te stvari in da pravilno ravnamo. Tako da je Fakulteta za družbene vede je delala oceno stanja, stališč in praks, zdaj v angleščini poznate Knowledge, Attitude, Practice Assessment, tako da in je v bistvu ocenila te glavne skupine deležnikov in ugotavljala, kaj je treba narediti, kaj so te kritične stvari pri komuniciranju z njimi, kje potrebujejo dodatno znanje, dodatno podporo. Tako da smo v bistvu definirali 4 skupine glavnih deležnikov. Ves čas pa vas prosim, da imate v mislih, da je ta projekt fokusiran na srednješolce, se pravi na mladostnike, se pravi ta del, za katerega ocenjujemo, da je sedaj spregledan z več vidikov, tako da smo potem glede zdravstva nekako posebej izpostavili imenovane zdravnike srednjih šol, medicinske sestre, ki izvajajo zdravstveno vzgojo v srednjih šolah, potem profesorje telesne vzgoje, šolske svetovalne delavce, razrednike v srednjih šolah, potem mladinske organizacije, športna društva in pa 4. skupina pa take nacionalne programe, kot je SLOfit ali pa Zveza prijateljev mladine ali pa skavti, taborniki, gasilci, podobne, se pravi velike organizacije, ki imajo tudi svoje sisteme usposabljanja za svoje voditelje. Tako da smo v bistvu na ta način potem pripravili module za usposabljanje. Zahvalila bi se rada vsem našim sodelavcem, so danes že tudi predavali, res so se zelo potrudili, imajo pač izkušnje s to starostno skupino in moram reči, da je bilo usposabljanje zelo dobro sprejeto, ker je bilo tudi dano od ljudi, ki imajo te praktične izkušnje in so lahko takoj odgovarjali na vprašanja in dileme. Se pravi, takoj ni bilo nekako teoretično, ampak so bili takoj odzivni na vprašanja udeležencev. Tako da zdaj to je ta naša klasična multidisciplinarna obravnava s temi 2 dodatnimi poudarki, se pravi, da gre za ciljno skupino 15+ in da gre za poseben vidik delovanja za občutljivo komunikacijo in zmanjševanje stigme. Potem smo tudi vsa usposabljanja so bila evalvirana, in pa v bistvu smo imeli še tudi dodatne pogovore, kako bi to še lahko izboljšali, kako se lotimo za naprej in pa kako vključiti stvari v sistem
in pa tudi znotraj upravljanja programa zdaj, katere naloge so z tega vidika prioritetne in kaj načrtovati v letošnjem in prihodnjem letu. Tako da zdaj v glavnem, kar se tiče tega usposabljanja, je potrebna umestitev v to stalno usposabljanje tako za zdravnike kot za diplomirane medicinske sestre, potem za delavce v izobraževanju skozi sistem KATIS. Potem smo imeli poseben tudi intervju z predstavnico skavtske organizacije, ki nam je predstavila, kako imajo oni organizirano usposabljanje in kje bi v bistvu lahko znotraj teh sistemov umestili te module. Za športne organizacije smo pa tudi v bistvu v povezavi z Olimpijskim komitejem Slovenije tudi vzpostavili pač sodelovanje. Zdaj, če gremo takole, prvi dve skupini, se pravi zdravstvo, šolstvo, imamo Adremo v okviru programa zdaj. Potem pri nevladnih organizacijah nam je super pomagala Urška, tako da je to zelo v redu, da imamo te možnosti. Pri športnih organizacijah smo se pa povezali z Olimpijskim komitejem. Potem smo iskali pa še take možnosti posebne, kot naprimer, da smo vabili srednje šole, ki sodelujejo v projektih, kot je naprimer naš projekt, ki je že zaključen, Schools for Health, ali pa projekt Zmigaj, ki je tudi fokus na srednje šole. Tako da te stvari mislim, da so kar posrečene, je pa v bistvu se pa vidi, da to ni nekaj, kar bi lahko na neki industrijski ravni delali, ampak da če želimo, da je kakovostno izvedeno, da rabimo kar veliko nekih prilagoditev in umeščanja v ene sisteme. Potem smo pa tudi žal v decembrskem času, ki ni najbolj posrečen za raziskovanje, delali anketo glede koliko raznih usposabljanj o debelosti je bilo v Sloveniji, pa smo imeli bolj slabe odzive, tako da bi imeli tudi en pregled, koliko tega je že bilo izvedeno. Kar se tiče srednjih šol, vidimo veliko priložnosti, se pravi predvsem glede, pač da bi še vedno zagotavljali preventivne preglede, tako kot je po programu, ker vemo, da imamo kar nekaj težav s kadri. Potem, kar se tiče vzgoje za zdravje, je zdaj vidimo, da je samo približno 20% pokritost, se pravi tukaj potrebno ključno stvari izboljšati. Tudi na tej delavnici, ki sem jo prej omenjala na FDV-ju, je prišlo v ospredje, da je potrebno imeti prilagoditve glede na učni program, se pravi posebne prilagoditve za 3-letne, 2-letne programe. To smo tudi videli v projektih, da lahko zelo dobro s temi šolami sodelujemo, vendar mora biti stvar prilagojena. In pa to, kaj se dogaja potem v lokalni skupnosti. To, kar smo danes že veliko prišli, kdo je tisti, se pravi, ali je CKZ, koliko lahko vstopa v lokalno skupnost. Tukaj se moramo zavedati, da dokler nimamo mreže po celi državi, pa da nimamo prilagojenih timov glede na ciljno populacijo, je to zelo težko zagotoviti. Ker naprimer zdaj trenutni CKZ, ki ima enak tim, je lahko v enem okolju 5 šol, v enem pa 40. In to lahko bistveno ovira potem ta aktivni vstop v šolo in aktivni vstop v lokalno skupnost. Tako da v okviru programa zdaj bomo intervencijo v letošnjem letu smo naredili zdaj že en tak načrt, ga bomo zdaj v prihodnjih tednih tudi konkretizirali, se pravi, da bomo pripravili posebno intervencijo za mladostnike 15+. Tukaj ciljamo na to, da se ti mladostniki lahko sami odločijo za vstop v intervencijo, ker vidimo veliko nezainteresiranosti pri starših. Se pravi, tukaj tudi vidimo možnosti za delovanje skupaj s področjem šolstva, naprimer, da bi imeli
projekte v dijaških domovih. So kot nek nastavek tega, kar je tudi bilo že danes omenjeno, se pravi, ko mladi nekako zastavijo svoje življenje na drugačen način, so bolj odvisni od sebe. Imamo tudi izkušnje iz tega projekta Schools for Health. Tako da to je ena zadeva, se pravi, cela intervencija pač na en drugačen način z manjšim poudarkom na vključevanju družine, ne, pač. Želimo pa tudi intervencijo narediti za prvi, drugi razred, ne, in pa potem nekako prilagoditi zdajšnji dve intervenciji, se pravi za 4. in 6. razred, tako da bi pokrili celo osnovno šolo. Tako da bomo imeli dve skupini, ena skupina bo delala na teh dveh posodobitvi obstoječih intervencij in pa povabili bomo spet naše sodelavce, ki imajo izkušnje z mladostniki, da bi pripravili intervencijo 15+. Tako da zdaj, če pogledate tale algoritem za vstop v obravnavo za zdrav življenjski slog, smo mi v bistvu skozi ta projekt capacity buildinga delali to fazo prej in fazo pol, da bi povečali razumevanje pri teh izvajalcih in da bi na ta način, ko bomo imeli to intervencijo, da bi ti mladostniki imeli v svojem okolju večjo podporo. To je pač zemljevid, tele oranžne pikce bi radi spremenili v modre. In pa nujno je potrebno res več delati na krepitvi mreže primarne pediatrije, ker imamo tudi kar nekaj težav. Zdaj 9. marca bo v Državnem svetu posvet o ustanovitvi centra sekundarne ravni v severovzhodni Sloveniji in tam bomo tudi predstavili nove te podatke o imenovanih zdravnikih šol in te razne stvari, samo toliko, da bomo imeli nove podatke. Zdaj, kar je tlele zeleno napisano, je, da smo vključeni tudi v razvoj e-kartona. Zdaj, tale družinska obravnava se ne vklaplja najboljš, ker grejo stvari tako klasično, pediatrični, družinski. Mi silimo, da bi vendarle imeli družinsko obravnavo podprto skozi e-karton, ker je pač po teh novih modernih pristopih je e-karton komunikacijsko orodje v timu in v bistvu tukaj je prav res idealen primer za razvoj e-kartona pri obravnavi otrok in mladostnikov, poleg seveda dela na preventivi in pa kurativi. Tako da, če samo nekako zaključim, kaj ti projektni rezultati prispevajo, se pravi, predvsem nam dajejo naloge za naprej, to je tudi pomembno za to našo skupino. Povezujejo aktivnosti, v bistvu povezujejo strokovnjake, ki delajo na tem področju, kar je zelo pomembno, in pa v bistvu lahko prispevamo zdaj s temi našimi aktivnosti v letošnjem letu, da bi zagotovili trajnost rezultatov projekta. Tako da to je nekako ponovitev ključnih teh zaključkov. In zdaj danes je na primer ena taka priložnost za predstavitev rezultatov projekta. Bomo pa tudi na različnih konferencah to predstavili. Posebej se veselimo tega Evropskega kongresa, ker imamo zdaj v Sloveniji res veliko novih stvari za pokazati, tudi na primer projekt Joint Action Prevent NCD, mislim, da je tudi res, da je nujno, da se na takih konferencah to predstavi in pa v bistvu, da iz teh projektov tudi nekako nadaljujemo naše sodelovanje in raziskovanje.